Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Ste vstopili v novo leto s prijetnimi spomini? Da? Pomeni pritrdilni odgovor, da je bilo minulo leto za vas uspešno in srečno? Ni nujno. Po dognanjih znanstvenikov, ki se ukvarjajo s proučevanjem spomina, je zelo verjetno, da vam ti spomini kažejo minulo leto in minule dogodke v drugačni luči, kot so se zgodili. Ali pa vam celo ohranjajo dogodke, ki se sploh niso zgodili. Raziskave namreč kažejo, da nas naši spomini, zlasti prijetni, pogosto varajo, so lažni. Številne dogodke namreč pozabimo ali pa jih kasneje interpretiramo v lepši luči. Nič hudega, saj prijetni spomini lepšajo naše življenje. A žal spoznanje o zavajanju spomina ne velja za spomine na slabe dogodke, ki bi jih najraje pozabili. Tistih najhujših, ki se spreobrnejo v nočno moro in travmo, žal nikoli ne pozabimo, pa naj si to še tako želimo. Pogosto nas bremenijo še leta potem, ko so se zgodili, nas ovirajo in nam preprečujejo, da bi potegnili črto čezni in zaživeli na novo. Prav to je spodbudilo znanstvenike, da so začeli raziskovati, kako izbrisati travmatične spomine in tako omogočiti žrtvam travm in tistim s posttravmatsko motnjo, da zaživijo na novo, brez bremena težkih minulih dogodkov. Kako so se lotili tega problema? Najprej so testirali spomin pri miših. Med nami in temi malimi glodavci namreč praktično ni nobene razlike v možganski aktivnosti, na ravni, ki je zanimala raziskovalce. To je, kako možgani delujejo med ustvarjanjem spomina in tudi med njegovim brisanjem. Testiranje jim je prineslo obilje koristnih spoznanj, ki so jih nekatere že preizkusili tudi na ljudeh. Tako so v študiji iz leta 2005 ugotovili, da tisti pacienti, ki so v bolnišnici, ko so čakali na operacijo, prejemali kortizol, imeli kasneje manj znakov posttravmatskega stresa. Kortizol je namreč v njihovih možganih blokiral dostop do spominov povezanih s strahom. Toda najpomembnejše spoznanje se jim je razkrilo v letu, ki se je pravkar izteklo. Raziskovalci z Univerze Emory, Univerze v Miamiju in Scripsovega raziskovalnega inštituta so z raziskavami na miših v stresnih razmerah odkrili, da kemijska snov z oznako SR8993 lahko učinkuje kot nekakšna prekrojevalka slabih spominov. Kako? Tako, da izklopi enega od vzvodov, ki uravnavajo odziv možganov na določene opioide, kot sta na primer morfij in oksikodon. Na prvi pogled se zdi, da se glavni mehanizem delovanja morfija kaže v zmanjševanju doživljanja bolečine. Vendar rezultati naših raziskav kažejo, da vpliva tudi na proces učenja strahu. V izjavi za medije pojasnjuje profesor psihiatrije z Univerze Emory, dr. Kerry Ressler. Njegov sodelavec Thomas Bannister, profesor medicinske kemije na Scripsovem raziskovalnem inštitutu, pa dodaja, da proučevanje obnašanja miši lahko prevedemo tudi na to, kako bi v podobnih razmerah reagirali naši možgani. Domnevali smo, da sta morda strah in tesnoba pri zasvojenosti, kar zadeva kemijo možganov, povezana s tesnobo, ki jo občutijo pacienti s posttravmatskim stresnim sindromom, je pojasnil Thomas Bannister. Ko so raziskovali, kateri geni se aktivirajo v možganih miši, ko so izpostavljene stresu, to je, so za 2 uri privezane na leseno deščico, so mišim dali snov SR8993. Nato so ugotovili, da se je tem mišim oslabilo tako imenovano utrjevanje spomina strahu. Preprosteje povedano, tem mišim je zaradi omenjene snovi oslabila sposobnost, da bi si zapomnile travmatsko izkušnjo. Kako se je lahko to zgodilo? Raziskovalci sklepajo, da snov SR8993 pospešuje naravni proces, ki nastopi po travmi in ki naj bi preprečil strahu, da zavzame v posamezniku prevelik in presplošen obseg. Snov deluje predvsem v amigdali, območju možgan, kjer poteka učenje strahu. V amigdali njen del OPRL1 deluje kot zavora za učenje spomina, vendar pa ta zavora ne deluje, če posameznik predtem doživi travmo, pojasnjuje Ressler. Miši so tako še vedno občutile strah zaradi glasov in šoka, toda spomin na ta strah se je razblinil v 2 dneh po travmatičnem dogodku. Miši, ki te snovi niso prejele, so kazale znamenja tesnobe in strahu, ki jih raziskovalci enačijo s posttravmatskim sindromom pri ljudeh. Raziskava obeta, da bomo kmalu imeli učinkovito zdravljenje posttravmatskega sindroma pri ljudeh. Znanstveniki, ki lahko zbrišejo strah pred določenimi spomini, bodo morda sposobni tudi te nadomestiti z bolj prijetnimi. Raziskovalci na Massachusettskem inštitutu za tehnologijo so že korak bliže temu. Pri tem si pomagajo z nezanesljivostjo naših možganov, ki nam številne spomine olepšajo in to nezanesljivost poskušajo izrabiti tako, da bi travmo spremenili v varljiv, prijeten spomin.
Morda boste torej to leto, ki se je zdaj začelo, vendarle zaključili z zgolj prijetnimi spomini. Srečno, prijetno novo leto!